En lep pozdrav in na tako simpatično dobro jutro ali pa dober dan ali pa dober večer, odvisno zdaj, kateri časovni coni nas gledate. Tukaj iz primorskega konca, danes imam seveda za vas eno simpatično darilo za vas, za Miklavža, ne vem, koliko ste zdaj praznovali ali praznujete ali pa dobili že kaj danes, kakšno simpatično darilo ali pa ne, bom za vas prelistal mojo najnovejšo knjigo. Tako da pripravite se, čez nekaj trenutkov vas bom pozdravil iz tega pogleda in bom pogled preusmeril v to, da boste lahko si pogledali to simpatično knjigo. Kot vidite, danes na Primorskem imamo tak lep sončen dan in lepo vreme. Jaz se sicer odpravljam v Ljubljano, ker danes na Ljubljanskem gradu imamo neko tako simpatično predavanje popoldan, vendar za vse tiste, ki še niste te knjige prebrali, ki bi to knjigo prebrali, vas vabim seveda čez nekaj trenutkov, da ste pozorni na to in za darilo danes z vami prelistam, preberem, si pogledam to simpatično knjigico. Tako da zdaj preklapljam, vas lepo pozdravljam, se vam zahvaljujem in seveda zdaj bo vaš Miklavž čez nekaj trenutkov se začel, tako dajte biti malo potrpežljivi, ker zdaj bomo preklopil slikico, grem dol, cak, slikica se preklaplja, evo, vidite, to je moja knjigica, vidite, ja, in zdaj bom jaz malo to knjigico prelistal, imam tak samostoječi telefonček, ki sam se dviha in stoji, se hecam, evo, to je zdaj moja nova knjigica, vidite, kako lepa naslovnica je, tako v krogu smo rekli, zmoreš, čudovita moč je v tebi. Vse te knjige, ki jih jaz pišem in objavljam, so tako narejene, da v bistvu že sam, če naslov preberete, že imate sporočilo. Tako da za vse tiste, ki nič ne berijo in mi hočete jim podariti za Miklavža darilo, in daste mojo knjigico in potem, ko bo videli naslov, bo rekli, ok, super, jaz zmorem in bo to dejansko lažje, hitreje verjeli in tako dalje. Tako da seveda knjigica ima en tak simpatično kazalo, v tem kazalu piše točno različna poglavja, če hočete se direktno skočiti na katerokoli izmed poglavij. In že takoj začnem z mislijo, ki jo boste našli tudi na zadnji strani, in to je ta, da ne čakate na popoln trenutek, vzemite takega, imate na voljo in ga naredite vsej nepopolnosti popolnega. In potem je vsako poglavje tako narejeno, da ima neko inspirativno misel, en citat, in tukaj ta citat: usmerite vaš obraz in pogled proti soncu in ne boste mogli videti sence. To je, če pogledate, napisala in zapisala Helen Keller. Jaz neverjetno rad zbiram citate in s temi citati v resnici ogromno stvari dostikrat povem in tudi ponazorim. No in prvo poglavje oziroma vsebina je namenjena eni zgodbi, ne vem, če poznate zgodbo o enem indijskem poglavarju, ki je dejansko s svojim vnukom govoril o dveh volkovih. En je tisti, ki ima pozitivne misli, ki misli bolj hrde stvari, in drugi je tisti, ki ima pozitivne misli. In ta dva volkova se zmeraj med sabo bojujeta, no, in ta vnuk ga vpraša, kjer zmaga. In ta poglavar mu reče, tisti, katerega boš hranil. In v tem poglavju v resnici boste zelo natančno, zelo podrobno slišali to zgodbo in predvsem jo slišali na malo drugačen način, kot jo mogoče eni že poznate. Tako da se splača v resnici to poglavje prebrati. No, potem imam tukaj nekaj zahval in posvetil vsem ljudem in seveda tudi vam, ki boste to knjigo prebrali. Na koncu grem seveda na nekaj takih stvari, ki so mogoče za nekatere izmed vas enostavne in na nek način bazične, vendar vas peljem skozi uvod. In prvo poglavje, ki je, dajte pričakovati pozitivne spremembe, kajti ko boste to pričakovali, se vam bo to lahko tudi zgodilo. Ja? Naprej, če vas bom peljal malo skozi knjigo, se ne bom šel skozi vse poglavja, vendar nekaj spodbudnih misli, potem tudi nekaj takega, da boste rekli, da že imate v sebi možnost, da naredite spremembo, da ste vi tisti, ki lahko to naredite, da se ne zgovarjate, da sledite svojim sanjam, da imate to moč v sebi. Tukaj dejansko tudi uporabljam kar nekaj zanimivih zgodbic, inspirativnih zgodbic iz mojega življenja, iz življenja mojih študentov, recimo Oprah, recimo tukaj omenjam in tako dalje. Potem je tukaj seveda, zakaj to početi, eno zelo pomembno poglavje, in vam bom dal tudi mojo življenjsko zgodbo, ki jo delim, da ga boste slišali. Recimo en citat, ki ga imam zelo rad od Michael Jordana, recimo, ki pravi, da je zgrešil v svojem karieri več kot 9000 košov, zgubil 300 tekem, 25krat so mu zaupali med odločilen za zmago in je zgrešil. Ne? In on pravi, da je prav zaradi tega uspel, ker je tolikokrat doživljal neuspehe. Poglavje
na strani 52 vas vodi v akcijo, ker vam pravim, da ste dosti časa že odlašali. Potem je seveda poglavje na strani 58 usmerjeno na vas, kajti jaz pravim, da nimate zunanjih sovražnikov, jih imate samo notranje, te jih rabite odpraviti. Tukaj je 66 je v bistvu poglavje namenjeno strahovom, če imate kakšen strah, je fajn, da se z teh strahov znebite. No, potem imam eno zelo inspirativno zgodbico, ki jo boste prebrali na strani 72 do strani 80, ki jo ne bom niti omenil, je res inspirativna in ene ljudi se res neverjetno dotaknila, da boste videli, kaj je lahko včasih pomen tega, kar se vam dogaja ali pa se vam je zgodilo in kako boste to lahko uporabljali v vašem življenju. Potem je eno poglavje, ki se za nekatere sliši malo čudno, vendar postaviti sebe na prvo mesto pomeni podobno kot recimo tisti, ko so v letalu in jim rečejo, da najprej sebi dajo masko in potem svojim najbližjim, tisti, ki imajo radi. In tukaj imam eno zgodbo enega zanimivega športnika in to zgodbo je fajn, da preberete. Potem govorimo o vodenju in vodje so zame vsi ljudje, ki lahko druge ljudi navdihujejo, tudi vi ste vodje, ne glede, če to niste po funkciji. Potem, da sprejmete odgovornost zase in nehate sprejemati odgovornost za druge, na strani 94. Potem, da zmagal najprej naredite v sebi, tukaj za tiste, ki se ukvarjate kaj z osebnostno rastjo, vizualizacijo in tako dalje, to je eno fantastično poglavje, ki vam res priporočam, da ga preberete. Tukaj je seveda ciljna naravnanost stran 106, tako da sem komaj na strani 106 prišel do ciljev. Zdaj smo na poglavju vklopite odločno raketo. Tukaj govorimo o ciljih in odločnosti, da boste hitreje šli do rezultata. Tukaj zdaj je pa poglavje akcija, ki ne rabi kakšne strašne predstavitve, ko vas bom dejansko vodil tisti, ki odlašate, samo to poglavje boste prebrali oziroma poslušali zgoščenko, ki jo na koncu dobite in vas bo dejansko usmerila k tej akciji. Stran 126 imamo poiščite mir in tišina in na koncu seveda, če grem do tega, vas vabim, da si dobite neko poslanstvo, nek zakaj, še enkrat ponavljam tisto poglavje, ki sem ga že prej imel, vendar na drugačen način. Tako da jaz vas tukaj vabim seveda, da za Miklavža, na koncu dobite še eno simpatično darilo, eno zgoščenko, ki bo zelo v kratkem na voljo, da jo boste lahko pobrali brezplačno. Tukaj je ta moja simpatična knjiga, cena je, kot vidite, 24,97 € in za Miklavža vam častimo, tako kot smo že rekli, poštnino. Vabim vas, da za vse vaše prijatelje, ljudi, ki imate radi, kupite tako luškano knjigico in jim podarite darilo za Miklavža. Lahko jo podarite to knjigico sami sebi ali pa vsem ljudem, ki jih imate radi. Mi bomo tudi od konca tega tedna predvidoma v vseh knjigarnah po Sloveniji. Jaz vas vabim, da izkoristite to priložnost, da naročite knjigo, da jo preberete, jo podarite in predvsem dajte vsem ljudem, za katere mislite, da zmorejo več, ko pokažejo in da imajo neko čudovito moč v sebi. Tako da jaz se vam iskreno zahvaljujem. Hvala, ker ste bili z mano. Vam želim še naprej sončen dan, sončen popoldan, dober tek tistim, kar ste zdaj na kosilo in predvsem seveda mogoče tudi dober tek tistim, kar ste zdaj na večerjo ali pa na zajtrk. In mogoče tudi to, da ko boste to knjigo brali, bom zelo, zelo hvaležen in vesel, da mi kaj napišete, kako se vam je zdela, kaj ste uživali v njej, kako vas motivira. Ne pozabite, da recimo eni so mi rekli, da v prvih poglavju sem jih malo zgubil, ker sem mogoče res dosti takih enostavnih stvari počel. Dajte zbrati tisto poglavje, ki vam najbolj ustreza in tam jaz včasih prijem knjižnico, knjigarno, odprem knjigo, bum, in kar naenkrat dobim neko misel, recimo, ne vem, da vam preberem to, kar sem zdaj dobil, stran 98. Vaše življenje je vaša odgovornost. Življenje drugih ljudi, tudi vaših otrok, staršev, vseh ljudi, ki jih imate radi, je pa njihova odgovornost. Evo, tudi včasih boste kaj prelistali in kar naenkrat najdli neko misel, ki vas bo inspirirala in zato je tudi ta knjiga namenjena. Jaz sem vam hvaležen, da ste me poslušali. Zdaj pa čim prej greste na spletno stran mastermindacademia.com pošiljnica in tam boste na spletni trgovini našli, kar na osnovni strani boste iskali tam zavihek, naročiti CD ali pa knjigo in ko boste tam našli knjigo, jo zberete, naročite in mi vam za Miklavža tudi podarjamo poštnino. Tako da izkoristite to posebno akcijo brezplačno, če hočete kakšno posvetilo, vam jaz tudi napišem noter lepo posvetilo in dobite knjigo za tako vrednost z mojim posvetilom in to bo enkrat na Bolhi neverjetno lahko vredno. Recimo, ne vem, čez 100, 200, 300 let boste rekli, jaz imam podpisano originalno knjigo in tako naprej. Tako da hvala lepa še enkrat
Vam želim čudovit dan, čudovito popoldne, čudovito dopoldne, čudovito večer, noč, jutro, karkoli že pač, odvisno od časovne cone, v kateri ste, ko to poslušate. Hvala lepa in se vidimo, upam, kmalu. Uživajte v Miklavžu. Srečno, nasvidenje.